Kultura v Sloveniji je močno zapostavljena, zato bi bilo to področje potrebno hitrih in učinkovitih reform. Kulturniki bi si želeli predvsem to, da nova ministrica oziroma minister za kulturo prisluhne njihovim željam in potrebam. Vsekakor si že dalj časa prizadevamo od selitve 2010 v nove prostore, da bi Ministrstvo za kulturo prisluhnilo našim znatno povečanim potrebam zaradi večjega prostora, več programa in tudi tega, da omogočamo številnim drugim dejavnikom z področja kulture, da ima v naših prostorih svoje prireditve, da bi nam zvečali sredstva. Tako da si močno želimo in upamo, da bomo v tem mandatu uspeli končno, da nam bojo prisluhnili okrog tega. Čeprav je denar v kulturi ključnega pomena, je še bolj pomembno, kako ga vodstvo razporedi. Pri javnih zavodih in nevladnih organizacijah ne gre pri kulturni politiki samo za to, koliko denarja je, čeprav je to zelo pomembno, javnega denarja, in koliko je pravzaprav tudi podpore, ampak je kulturna politika veliko globje in bolj širok pojem. Poleg razporejanja financ mora novo vodstvo poskrbeti tudi za urejanje zakonodaj na kulturnem področju in s tem kulturnikom omogočiti čim boljše rezultate. Kulturna politika ni pomembna samo v višini subvencije, ampak tudi zato, da uredi zakonodajo in da ta zakonodaja pravzaprav omogoča vsem tistim, ki se profesionalno s kulturo ukvarjajo, čim boljše rezultate na svojem področju. V Lutkovnem gledališču Maribor je redno zaposlenih 26 ljudi. Ena izmed najbolj izraženih zahtev za napredovanje gledališča pa je financiranje tehnične ekipe, ki je velikokrat spregledana, saj bi le-ta pripomogla k boljši izvedbi mnogih predstav in dogodkov pod okriljem Lutkovnega gledališča. Predvsem si ta trenutek želimo več sredstev za program, za tehnično podporo, se pravi za zaposlene ravno na področju tehnike, ki so v bistvu tisti, ki omogočajo, da lahko domači in gostujoči programi na naših prizoriščih nemoteno tečejo. Potem vsekakor tudi za naš nacionalni lutkovni festival. Skratka, zanesljivo bi, tako kot vsak evro že danes, skrajno gospodarno obrnemo in poskušamo največ dobrega narediti in varčno ravnati, bi tudi z zvečanimi sredstvi to vsekakor bilo na račun boljših pogojev za izvedbo programa v naši hiši. Mnoge kulturnike pestijo nestabilne delovne razmere zaradi nerednih dohodkov. Z nezadovoljnimi kulturniki pa se lahko izgubi tudi kvaliteta dela. Za nevladnike je predvsem pomembno, da dobimo primerno financiranje in da je to financiranje dovolj hitro. Dosti nas tudi ubija birokratizacija in pa zelo nestabilne delovne razmere. Ni zelo malo ljudi v nevladnem sektorju zaposlenih ali pa dobivajo redne dohodke, tako da potem se kvalitetni ljudi izgublja in se izgublja tudi s tem kvaliteto programa in dela. S prihodom novega vodstva na področju kulture se pričakujejo spremembe, predvsem pri razporejanju financ. Rešitev za kulturnike je izpolnitev financiranja v pravi meri, kar bi jim omogočilo delo v okviru njihovih idej.